En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj, sem Mojca Žižek Mesarec in danes imamo eno zelo zanimivo nepremičninsko temo. Seveda, zakaj je IR ogrevanje seveda dobro za naš dom. V naših gostih imamo eno prav posebno osebo, predstavnika podjetja Ecocen, in sicer je to Andrej Okreša. Andrej je tudi moj zelo dober prijatelj, jaz sem zelo počaščena in malo vam kako naj rečem, tremo imam seveda pred Andrejem govoriti, tako da Andrej, jaz te lepo pozdravljam pred nas. Hvala, dober dan, lep pozdrav vsem, ali pa dober večer, verjetno zvečer bolj gledate. Ja, torej Andrej je prišel k nam, da nam bo seveda predstavil, torej zakaj je IR ogrevanje dobro oziroma odlično za naš dom. Jaz bom poskušala par vprašanj seveda zastaviti Andreju. Jaz pa mislim, da se bo Andrej potrudil, pa nam bo seveda maksimalno. Da bo lažje, ne? Infrardeče ogrevanje ali IR ogrevanje, da bodo ljudje bolj razumeli, ne? Infrardeče? Ja, infrardeče ogrevanje. Nič posebnega, sonce, ne, oddaja IR žarke, UV žarke pa še kaj zraven, ne? In IR žarki so tisti, ki v bistvu paneli, IR paneli oddajajo. Ja, tako da nič posebnega, ne? In pa tudi ti oddajaš, ne? IR, torej tudi IR sevaš, pa tudi jaz, ne? Pa tudi kakšne lončene peči, načeloma vsa telesa, ki toploto, ja, imajo recimo tudi IR tole toploto. In kako dolgo že obstaja to IR ogrevanje? IR ogrevanje v bistvu zdaj v Sloveniji mogoče ga poznajo preko Ecocena, mogoče bolj 12 let, ne, ker se aktivno s tem podjetjem ukvarja, ampak je že za ogrevanje stanovanj 20 do 30 let, ne. Na tržiščih, recimo Nemčije, Avstrije in tako dalje. Najbolj pa ga poznajo recimo tiste, ki ste imeli nedonošenčke, to se pravi dojenčke v inkubatorjih. Inkubatorji za dojenčke, tam je tudi IR toplota, ali pa če se spominjate onih takih lučk, ko smo pri zobozdravniku bili, ne? Take rdeče lučke so bile, pa smo si, ko nas je zob bolel, kakorkoli, smo si ogrevali. Ja, no, dobro. Niso zdaj. Tako da tisto pa že nekaj desetletij, ja. In na kakšen način v bistvu to IR ogrevanje poteka? Aha, zanimivo je to, ne, da je za razliko od vseh načinov ogrevanja, recimo segreva zrak, ne. IR paneli so pa tisti, ki segrevajo predmete, stene, tla, skratka vse, kar je trdega, pa tudi konec koncev tudi nas, ljudi, segreva in potem se akumulirana toplota na površini teh, bom rekel, sten, tal in ne vem, miz, stolov in tako dalje, da se potem odbija v prostor. In posledično je zato vse povsod enaka temperatura pri IR ogrevanju. To višja tehnologija. Ne, pa ni to nič, ne. Zdaj pri radiatorskih sistemih imaš zgoraj, imaš, ne vem, 28, ne. Zdaj veš, če greš žarnico menjati, je vroče, ne, priješ pa dol, pa ti je naenkrat mrzlo. Ne, ti je hladno pri nogah. Tega pri IR ogrevanju ni, ker je vse posod enaka temperatura. Jaz nisem verjel, dokler nisem sam zmeril po salonu ali pa po stanovanjih, ne, da je v vsakem kotu je enaka temperatura. Zdaj, če smo zelo korektni, ne, lahko je mogoče razlika med tlemi in pa med stropom mogoče pol do 1 stopinje razlike, če smo zelo pikolovski. Kakšne pa so prednosti IR ogrevanja na splošno? Ja, zdaj, meni se zdi največja odličnost je recimo to, ne, zdaj IR paneli imajo veliko, torej dolgo garancijo, ne, zdaj odvisno pač treba je paziti, pri kom se kaj vzame, ne, da imate garancijo res, ampak res, bom rekel, podjetje, ki vam stoji zadaj, da ima neko tradicijo, da mu lahko zaupate, da veste, da ne bo ga čez 2 leti ga več ne bo, ne, ne vem, kdo vam bo garancijo dal, ne. In pa recimo življenjska doba, zdaj spet, če smo zelo korektni, predvideva se, da so paneli tam 30 do 40 let življenjske dobe, ker se nima kaj pokvariti, ne. To se pravi, to je velika, to je ena odlična zadeva, ne. Pol druga zadeva je recimo, da za razliko od drugih načinov ogrevanja, recimo, če zdaj vzamemo konkretno kurilno olje, tam, kot so stranke povedale, so se izmerile, približno celo tam do 65% je nižja poraba kot recimo s kurilnim oljem. Pa recimo nekoliko manj za ostale načine ogrevanja. Seveda nekdo bo rekel, ja, imamo drva, ne. Ja, samo zjutraj je treba, torej drva je treba spraviti, naročiti, plačati, ne. Delati je treba, potem pa, zdaj, če vam to gre, super, ne. Saj, kaki kaminček tudi ni narobe, ne. Če imaš panele,
recimo pa v dnevni sobi še kakšen kaminček bolj za romantiko in pa tako dalje. Ne? In pa če kdaj zmanjka elektrike, kot nekdo včasih vpraša, kaj pa če zmanjka elektrike. Če pa zmanjka elektrike, pa se cela država ustavi. Ne? Ja, tudi če nam zmanjka elektrike pri plinski peči, plinska peč ne dela. Ne? Evo, vidiš, recimo, pa smo že dali odgovor. Kaj še je mogoče plus, recimo, da kakšne stene, kjer so vlažne ali pa plesnave, ne, se v bistvu sušijo z IR paneli. Pa tudi kakšna termosandbarva, recimo, je odlična zadeva, ki je enostavna montaža, je recimo zdaj večino se paneli dajo na strop, ne. Prvič pridobimo odličen prostor, to se pravi, ni kurilnice, ni dimnika, ni, bom rekel, ni prostorskih, v prostoru ni radiatorjev, ni cevi in tako dalje. Ne. To so ene veliki plusi. Prej si me vprašala, predno smo začela pogovarjati, ne, kaj pa je minus. Ja, zdaj, če na strop pogledam, pa mi panel pač ni všeč, je to lahko minus. Ne. Zdaj, ampak načeloma ni, ne, ker so taki zelo lični in lepi. Ne. Ja. Dan že marsikaj najdeš. Pa še kaj je, recimo, življenjsko dobo zgradbe, vzdrževanja ni potrebno. Ne. To je ena izmed takih stvari, gor daš in to je to. Torej ni treba dimnikarja plačevati vsako sezono? Tudi to, ampak nobenega vzdrževanja, ne. Dejansko ni kaj. Zdaj, ja, edino, če enkrat na leto bomo malo pobrisali skrpo. Ne. Ja, kako pa ga čistimo? Ja, zdaj, če juho gor, pa golaš mečete po panelih gor na strop, potem bo pač potreba čistiti, ne bo za šalo, ne, kot za res. Okay. Torej, jaz si zdaj predstavljam, da vsako sobo pride po en panel, ali kako zdaj to funkcionira? Ja, zdaj, fajn je, ni ravno tak, ne, načeloma ja, ne. Če greva samo to, najprej je treba narediti izračun, ne vem, ti si izmisliš, želiš stanovanje ogrevati, ne. Aha, dobro, pride naš svetovalec, naredi izračun, na kak način. To se pravi, gre po prostoru, rabi nekaj podatkov z prostora, skratka kvadratura, potem višina stropa, skratka kubitura, ne, če že temu pravimo. Potem rabimo podatek, koliko je zunanjih sten, oziroma neogrevanih sten. Potem rabimo podatek tudi, kako je z okni. Ne? Ali so ena, dvo ali troslojna okna. Verjetno tudi kakšna je fasada. Ja, potem tudi kakšne vrste zidu, iz kakšne vrste zidu je hiša, ne? In pa izolacija, debelina in vrsta izolacije. Ali je na stenah debelina in vrsta izolacije na stropu, ali je spodaj izolirano. Ne? In to vse vpliva v bistvu na izračun moči. Ko mi dobimo moč za določen prostor, ne vem, zmišljujem se 1400 vatov, ne? Aha, zdaj pa rečemo, zdaj pa se mi lahko igramo z paneli, vrsto in bo rekel močmi. Ali damo 2 panela po 700 vatov, ker pač imamo take, ali pa damo 3 panele po 500 vatov, ne? Različnih vrst, ne? Skratka, mi edino, kaj moramo se paziti pri ogrevanju je to, da izračunana moč, da je skratka, da točno toliko panelov damo noter. Pomembno je, da je optimirano, ne? Pomembno je, da v bistvu ne pretiravamo z močmi. Ne? Seveda je boljše, da je malo več moči, ne? Slabo pa je, če že 10-20 vatov premalo, ne? Ker v trenutku, ko bo tu premalo, potem se panel muči, pa dela, ne? Pa ne doseže željene temperature. Ne? Če pa imaš malo več moči, načeloma, ne? Bom rekel malo več moči, ni nič narobe, ker bo pač prej zagrelo, ne? Ampak zdaj, če si pa korekten, ne, pri teh zadevah, vedno gledaš, da je optimirano. Skratka, ker ti želiš kupiti, ne. Jaz ti ne želim zdaj prodati, ne vem, panele z več moči. Ne, ampak zelo optimirano, ne. Skratka, veš, tudi nižja investicija je, ne. Zato je to, pravzaprav je treba zelo biti korekten pri teh zadevah, ne. Zato dostikrat se seveda postavlja vprašanje, zakaj morajo zdaj ti vaši nasploh, če nekomu kliče za panele, morajo priti na dom. Ja. Izračunajo, kakšna cena, če na Petrolu recimo prodajajo. Zdaj tako zelo iskreno bom povedal, velikokrat se je zgodilo, ja, to je zdaj tisto, ne? Ali bomo zdaj šli, pa bomo rekli, kar ene panele bomo v eni trgovini kupili, ne? Kako mi vemo, kaj bomo kupili, kaj rabimo? Prvič, noben nam ni izračuna naredil. Če imamo srečo, ne, smo izbrali pravilni, bom rekel, panel dovolj moči, ki za tisti en prostor je dovolj velik. Kaj če pa gre za, ne vem, dnevno sobo, ki je 40 kvadratov velika? Potem en verjetno ne bi dovolj, ne? Torej, ne tudi tisto, kar si prej vprašala, ne, to se pravi en panel na eno sobo načeloma, ja, ne, ampak
Zdaj, recimo pri večjih objektih, oziroma pri večjih prostorih, ne, tam ni dovolj en panel, ne. Definitivno ne. Torej, ti paneli imajo tudi več moči, ali kako? Ne, različni paneli imajo različne moči, ampak samo treba je pač paziti, da je izračun pravilen. To se pravi, tudi ko pa gremo kupovati, ne, neki izračun je potrebno imeti. Ne. Zdaj, če pa kupuješ preko interneta, pa ti rečeš, da si kar 500 vatnega Moramo kupla, sami izračunati. ja, bolj težko. Ne. Če problem je, samo to mogoče da rečeva, ne. Pomembno je, da se to, kar sva prej omenila, da se pošteva. Mi imamo recimo v podjetju aplikacijo, ne, ki vnesemo te različne podatke, tako kot sem rekel, ali je zgoraj ogrevanje, vrsta in debelina izolacije, ne. Ali je na stenah izolacija, vrsta in debelina izolacije, koliko je zunanjih sten. Ne. Zdaj pa prijemo tisto, ali je za isti prostor. Ne. Ja, vidite, jaz bom ta panel imela, je tak v tem prostoru bil, pa on je enako velik. Ni nujno. Ni nujno, da v enako velik prostor bodo paneli. Zakaj? Zato, ker je mogoče v tistem prostoru so bile 3 zunanje stene, ne? V tem prostoru je pa samo ena zunanja stena, ne? Ali pa obratno, ne? Pa zgoraj ni izolacije, sploh je problem, ne? Če zgoraj recimo ni izolacije. Tako da tu je zelo treba biti previden. No? Pred kakršnim koli nakupom narediti se, obrniti na specialiste za IR ogrevanje, da naredijo izračun. Ne? Toliko, ne? Dobro. Tudi v kopalnici potem lahko imamo recimo AR panele, torej po celi Ja, kopalnice so hiši sploh zelo ali pa zanimive, celem ne? stanovanju. Zato ker pač v kopalnicah ponavadi prvič je rabimo, zato ker smo goli, ne? Pa se rabimo malo več temperature, ko se tuširamo in tako dalje. Ljudje zelo radi dajo tudi za dogrevanje, čeravno moram pa povedati, da je IR ogrevanje najbolj primerno za glavno ogrevanje. Zato, ker se podpira ena soba z drugo, ne? To se pravi, ta stena je ogrevana ne? In druga stena in pol se, bom rekel, skupek vseh, ne? Je pol tisti nizki, izredno nizki stroški ogrevanja, ne? Tako da v kopalnicah pa je tudi enako, ne? Edina razlika je, da pri kopalnicah je treba dati kakšne temperaturne regulatorje, ne? Zdaj recimo mi imamo IR Sun regulator, je treba dati pred kopalnico, zato ker je to pač elektronska napravica, ne? Pa noter samo kako temperaturno tipalo, sicer pa normalno na strop, ne? Ali pa recimo vse obstaja tudi paneli, to se pravi, da jih kot ogledalo lahko imamo v kopalnici, ne? Grelno ogledalo, ampak spet smo pri istem, ne? Tudi za kopalnico, pa tudi če nekdo pravi, joj, veste, bomo samo za dogrevanje imeli. Gospa ali pa gospod, ne? Vi vklopite ali pa rabite višjo temperaturo že mogoče v septembru, ko vaše glavno ogrevanje ne deluje. Ne? Kaj je takrat? So paneli, glavno ogrevanje. Ne? Ja. Ne? In ni samo dogrevanja. Ne? Zdaj, če je sveda dogrevanje, pa boste vi imeli še radiator ali karkoli drugega vklopljeno, ali pa ne vem, že imate neki način, pa želite samo dogrevati, bo se pač tisto veliko manj delalo. Ne? Ampak tu pa je treba paziti, ne? Spet smo pri izračunu. Ne? Lahko mogoče ogledalo malo manjše, pa še kakšen panel, ne vem, če je recimo 700 W ali pa ne vem, 1000 W potrebnih v kopalnici, ne? Daš kakšen 300 W ogledalo recimo na steno, pa seveda še preostanek na strop. Ne? Dobro, kakšen pa je potem ta strošek ogrevanja oziroma še se sestavljena cena ogrevanja? Aha, ja, to je zdaj, ja, največ je teh vprašanj, recimo, ja, veste, koliko stane panel. Ja, pa tam imajo panel po 90 €. Ne? Na Petrolu. Ne vem, kjerkoli pač, ne, kjerkoli imajo ful poceni, zelo poceni panele in tako dalje, ne. Ja, kaj je treba, predno ti odgovorim na vprašanje, bodite previdni. Na tržišču je veliko panelov, sumljivo nizka cena ponavadi pomeni izredno nekvaliteto in pa, bom rekel, proazijske produkte, ki imajo težave s kvaliteto. Imeli smo že, recimo, bom rekel, z paneli težave, recimo sploh, bom rekel, iz tovarn, ki si tega ne bi zaslužili, da sploh izdelujejo, da so zgoreli in tako dalje in da so, ne vem, da so bile težave, ne. Ponavadi, kaj se zgodi, karbonska vlakna z leti pride do spremembe strukture materiala in se veča poraba. To je najmanj, kaj se ti lahko zgodi. Tako da je treba paziti, res, da so paneli. Mislijo, da ful dosti porabijo. Ja, zato ker so verjetno kupili, bom rekel, zelo poceni panel iz zelo slabega materiala in pol je prišel do strukture, ponavadi so ti iz karbonskih vlaken in pride do spremembe strukture materiala. Ne. In pol se veča poraba. Ne. Kako pa veš, če imaš panele z karbonskih vlaken? Ja, to pa zdaj je treba prebrati pa zaupati, veš, vedno se je treba pač
obrniti na tistega, ki mu bolj zaupaš. Ne. To je pa zdaj, ko gremo kaj kupovati, ne, karkoli že. Ne. Verjetno se bomo bolj obrnili na tiste, ki malo več vedo, ki so že nekaj časa na trgu, ne, nekaj let, da jim lahko zaupaš, da imajo že nekaj za pokazati, da so nekaj naredili, enako pri tebi. Ne. Ne? Zdaj, če bi ti bila nepremičninarka 1 leto, ne, ali pa že imaš koliko let, tudi že konkretno 13. dobo, ne, evo, no vidiš, ne, tako za IR panele v Sloveniji Ecosane 12 let že, ne. Tako da tu je zelo treba biti previden, no. Pazite na kvaliteto, no, res, raje se obrnite, raje kaj vprašajte, pokličite nas, ne vem, karkoli, bom rekel, boljše kot pa kar na pamet iti kupiti. Pol pa pride, ja, ne dela nam. Ja, ponavadi se to zgodi, ker pač vzamejo prvič premalo močne panele, ne? Ker so na pamet, ker ni jim noben izračuna naredil. Ne? In pol pa pravijo, IR ogrevanje ne dela. IR ogrevanje odlično dela, res. Že recimo, če samo gledamo v Sloveniji, recimo samo mi že imamo čez 8000 objektov, stanovanj, hiš, bom rekel poslovnih objektov, pisarn, ne vem, tudi za živali, tudi za kmetijstvo, bloki so že celi IR paneli, kombinaciji s fotovoltaiko in tako dalje. No, tukaj bi se mogoče rada navezala na samooskrbni blok prvi v Radencih, tudi tukaj so bili vaši. To je en odličen primer, ki zdaj marsikdo je, bom rekel, zdaj že pogledal in ugotovil, zakaj gre za samooskrbnost. Ne, skratka, dejansko v gori imate sončno elektrarno ali fotovoltaiko, s paneli se ogrevate. Kaj je tista pozitivna zadeva? Prvič, ne, pri ogrevanju s paneli, vsak prostor ima lahko svojo temperaturo. To se pravi, zdaj imamo težave, ko so kakšni centralni sistemi, ne, na 21 nastaviš, pa je vse posod različno. Ne. Zdaj pa pri panelih je pa res tako, ne, ker imaš svoj regulator, ne, in v vsakem prostoru ti nastaviš svojo temperaturo. Torej v kopalnici malo več, ponavadi 22, 23, v spalnici jaz 20 niti ali 21 noče imeti, ampak kakaj 17 stopinj recimo. Ne? In to so odlične zadeve, recimo, take res pozitivne zadeve. Seveda pa s fotovoltaiko pa je samo oskrbnost in to je tisto, kar je, bom rekel, tudi ne zdaj popularno, ampak k temu bi mogli stremeti v prihodnosti. Ne? Pa tudi življenjska doba, recimo, je tam nekje 30 let, recimo. Ne? No, ker hočem samo upozoriti, da smo zdaj tudi pričeli z prodajo samooskrbnega bloka v Bezeni, kjer bojo seveda tudi IR paneli. Pa reči mi še mogoče, Andrej, kaj lahko te IR panele mogoče tudi podeli? Ja, fajn je zdaj, če gremo na tisti finančni del, ne, se veš, zdaj pridemo, če ravno moram reči, da investicija v IR panele je dejansko ena izmed zelo nizkih. Ne. Prvič, paneli, cela je sestavljena torej iz panelov, regulatorjev, ne, odvisno od števila prostorov, ne, ki jih želimo imeti, montaže recimo, in zdaj se veš, tiste finančne zadeve so, če je naša montaža 9,5% davek, če si sami zmontirajo 22% davek. To smo hoteli zdaj vprašati, kakšne z montaže še. Ja, tudi je recimo montaža, ne, seveda, zdaj, če pri enem to vzamete, ne, če pa sami montirate, pa pač 22% davek, ne. In pa pol so še tu razni popusti, ne vem, pri nas konkretno imamo v Ecosanu nekaj še, torej količinski popust, pa še kakšen generalni popust, ki ima veze z tem načinom plačila in tako dalje. Fajn je pa torej, da lahko ga po delih kupuješ, ne. Zdaj, če finančno ti, ne vem, nimaš kartic, da lahko to na obroke kupuješ, ali pa pač rečeš, ne vem, zdaj letos bomo, ne vem, dnevno sobo pa kuhinjo, ker se nam največ gibamo, naslednje leto pa še kaj drugega. Veš, zakaj je to dobro? Zato, ker so veliko je hiš, to samo veš kot nepremičninarka, ker so ljudje starejši in so v ogromnih hiš iz 70 let, ki so bile ogromne, neizolirane in tako dalje. In zdaj, kako ogrevati? Ali boš ti zdaj 200 kvadratov hišo ogreval, zato ker dve osebi pravzaprav stanujeta? To se ponavadi dogaja, ker je pač potrebno hišo. In pol zato si lahko tako po delih kupujejo, ne? Ali pa naenkrat, vse odvisno kakorkoli, ne? Pa tudi, zdaj tem rekel, če naenkrat tudi montaža recimo ne traja več kot pa en dan, ne? Mogoče bolj, zdaj pri ogromnih objektih in ogromnih tam mogoče več, ampak za eno poprečno stanovanje, eno poprečno hišo se v enem dnevu načeloma že da zmontirati podometno ali nadometno, ne? Ja. Torej, jaz se predvidevam, če lahko te panele kupimo po delih, lahko jih potem tudi, ne vem, premikamo. Aha, ja. Sobe v drugo. Ja, zanimivo vprašanje, ne, ker spet smo tam, ne, če midva v tej sobi
imamo panel, ne vem, zdaj si izmišljuj 700 vatni, pa je dovolj. Ne? Ja. Zdaj boš pa ti to predstavljal, bi rada z eno sobo, ki je prej niste ogrevali, tista pa je mogoče malo večja. Pa tam ima mogoče samo eno steno neogrevano, ona pa ima dve. Spet je, kaj je treba narediti, izračun je treba narediti, ali je dovolj. Ne? Ker to se pravi, ni tako težko poklicati, da dajte nam izračun narediti. Zdaj recimo, mi smo toliko prijazni, imamo to aplikacijo, ki smo jo že leta in leta razvijali, se lepo vnesejo podatki. Gledajte, gospa, ja, tukaj ne, tukaj je potrebno recimo kakih 800 ali pa 900 vatov. Ja. To se pravi, da bo treba, če vi želite prenesti, ne vem, ali pa ponavadi se to zgodi pri najemnikih. Veš, če si kupijo panele, si jih pol tudi ponavadi zraven. Zanimivo, da je to eno izmed redkih ogrevanj, ki jo lahko odnese zraven. Ja. Dobro, pa ti marmorni, kaj so bili radiatorji, ne? To je včasih bilo. Ampak tega več ni, ampak te si res lahko potem najemnik si prinese zraven in si jih potem da v novo nepremičnino. Izračun, vedno je potreben izračun, to je osnova. Zato IR ogrevanje odlično deluje, če je pravilno optimirano, to je pravilno izračunano. Dela IR ogrevanje. Okay. Je primeren samo za stanovanje ali tudi za poslovne prostore? Ne, pravzaprav vse posod. Meni je pravzaprav to fascinantno, da smo že opremljali utice za kužke. Resno? Ja, kužki se tudi grejo z IR paneli, rastlinjake izredno blagodejno vpliva tudi na rože, nenormalno lepo rastejo. Skratka, seveda, če gremo stanovanja, hiše, vikendi, plovila, glamping hišice, hoteli, skratka, ni tudi seveda poslovni objekti, od pisarn do hal za ogrevanje. Zelo, mogoče bom rekel, malo težav je, ali pa verjetno je to ena izmed redkih težav, je mogoče kakšna stara kraška, bom rekel, hiša, kjer so ogromni debeli kamni, tam je težava. Tam mogoče malo več energije bi bilo potrebno, pa mogoče, kljub temu, da recimo je poraba z IR paneli izredno nizka, tam je mogoče neki limit pri tej kakšni kraški hiši kamnitih, kjer je debele kamnite stene, ker je to težko zagreti. Dobro, v bistvu, jaz mislim, da si nam kar dosti stvari pojasnil. Jaz bi še mogoče se dotaknila, če lahko, nekaj mitov, kar se tiče IR ogrevanja. To radi ljudje povejo. Da recimo IR paneli ne segrevajo dovolj. To je larifari. IR paneli ti segrevajo tudi do... Eno bom povedal, imamo eno manjšo dvorano, kjer imajo, mislim, da jogo izvajajo in rabijo 30 stopinj Celzija. 30? Brez problema. In pa že nekaj, IR savne, ne? Ja. Ne. IR paneli normalno ogrevajo, tako da nič bad, ne. Ogrevanje z IR paneli na elektriko je vedno drago. Larifari. Spet je to larifari, ne. Če je pravilni izračun in je optimirana zadeva, je poraba, to še nismo sploh rekla, 4 do 6 ur na dan, 4 približno v predsezoni, 6 ur v tisti glavni sezoni in zato 1000 vatov ni 1000 vatov pri IR panelu, ne. To se pravi, 1000 vatov ni 1000, ker 1000 vatov ne dela celi dan, ampak dela 4 do 6 ur na dan. In pa še nekaj, recimo mi imamo ta IR sun regulator brez histereze, to se pravi, ni tistega, veš, da vklapljaš tako kot stari termostati, vklapljajo na 100%, pa pol eno stopinjo, pa počaka, pa se ohlaja in celi dan to dela, ne, celi dan to dela. Pri našem IR sun regulatorju recimo ni histereze in samo malo po malo dodaja elektriko na določeno časovno obdobje. In je 25% nižja poraba elektrike. Tako da IR ogrevanje je dejansko zelo poceni ogrevanje. Ljudje pač ne poznajo. Dajte se prej poinformirati, vprašajte, pa bo. Imamo še dalje mite. Tale pri mrzlih nogah, to je zanimivo, ja. Ja, IR paneli oziroma ogrevanje z IR paneli imajo ljudje ponavadi mrzle noge. Ni, ne. Ravno pri radiatorskih sistemih imamo mrzle noge, ko je spodaj mrzlo, zgoraj pa toplo, ne. In ko so že rekli na začetku, da se v bistvu razprši cela toplota, skratka, tale toplota po celem prostoru in je enaka temperatura in nimamo mrzlih nog pod mizami. Ne?
Ne, bo tako, to si je nekdo kar zmislil malo. Kaj pa to, recimo, da nam toploto nabija v glavo, oziroma da smo pod Aha, panelom zanimivo. kot piščanci? Ja, ni ravno tak, ne. Ko so bili navadni termostati, je takrat, ko je panel, to, kar so malo prej rekla, ne, se je vklopil, ne, pa je on tisto stopinjo lovil, ko so bili navadni termostati, saj so še. Takrat si ti čutil panel, ne, in se ti zdi, kot da sije sonce na tebe. Ja. Mi smo zdaj razvili ta IR-Sun regulator že 3 leta in on pa samo malo po malo dodaja in ga dejansko sploh ni več nobenega, bom rekel, težav in niti se ne čuti, da paneli delujejo. Je pa res, da se prej pač so pri panelih tako gledali, da pač niso nad mizo bili, da recimo spalnice ni bil nad glavami ljudmi in tako dalje. Zdaj še iz nekih, bom rekel, starih navad še to vedno uporablja, ampak recimo z tem IR-Sun regulatorjem, kaj ga mi imamo, ni več to potrebno, ne. Tako da nismo nič piščanci. Zdaj pa, mimo grede, imamo tudi s paneli piščance, segrevamo, to pa tudi smo že videli. Je marsikdo že s paneli si farmo piščančev uredil. Dobro, mogoče še en mit. IR paneli sevajo in nas lahko opeče. Ja, sevajo, seveda oddajajo toploto, to ja, ne. Ampak sevajo, to se pravi IR toploto, ne. Tudi sonce seva, ne. Ja. Samo sonce ima še UV žarke, pa IR žarke, ne, pa še kakšne X žarke in tako dalje, ne. Tu pa so samo X žarke, pa še nekaj je, nizkotemperaturni paneli dejansko, samo sevanje, oddajanje toplote ni tako močno, da bi nas opeklo, tako kot bi nas lahko sonce opeklo, ne. Ja. In ni energije, skratka, nas ne morejo opeči dejansko, pa paneli blagodejno delujejo, še to nisva rekla, ne, ker prvič ni tistega, v prostoru ni kroženja zraka, ne, kot pri radiatorskih sistemih, ko je različna temperatura, več je prašenja, ne, pri radiatorskih sistemih, pri IR panelih je malo prahu, skratka skoraj nič, ne, ker dejansko ni kroženja zraka, ne. Tako da, nič pa nas ne bo opeklo. Zdaj pa bo nekdo rekel, če se dotakne panela, ko dela na polno. Ja, radiatorje pa vse ostale peči, pa vse zadeve, verjetno tudi ne hodite na kuhalnico, pa date roko gor, ne pa probate. Ne? Ali verjetno na radiator, ko je najbolj vroč, ali gor držite 10 minut, joj, smo se opekli. Ja. Dajmo malo, ne? Pa še nekaj paneli so po večini na stropu, če se že tega bojite, ne? Tudi mali otroci. Mi smo vsi na radiatorjih zrasli, ne? Bolj ali manj, ne? Bom rekel, naše generacije, vsaj moja. Ne? Danes pa je zadeva drugačna. Dobro, Andrej, jaz zdaj mislim, da sem dosti informacij dobila, pa ne samo jaz, ampak tudi vsi tisti, ki nas spremljajo. Mogoče za na konec bi še mogoče karkoli dodal? Nič, jaz samo pravim, da če že o IR ogrevanju govorimo, jaz sem vesel, no, da sem ga spoznal in dejansko si me predodal, kaj je en minus, ne, ne najdem minusa, ne, pri tem načinu ogrevanja, ne. Res, jaz mislim, pa ne samo to, se tudi dejstvo je, da vedno bolj raste, ne. Vedno več je povpraševanja po IR panelih, da ne govorimo o Nizozemskem, Avstriji, Nemčiji in tako dalje, ne. Tukaj tudi v Sloveniji, bom rekel, smo zelo daleč, ker je Ecocene res, kar se tiče po strokovnosti, tudi razvoj je naš, tudi proizvodnja je naša, skratka, mi smo celo šli v lastno proizvodnjo, sicer z outsourcing proizvodnjo, ampak zato, da kvaliteto zagotovimo, ne. In to je meni fajn, ne. Odlično, zato ker res je treba pač paziti, tako kot pri vsaki zadevi, ne. Ali vzameš odličnega, bom rekel, izvajalca ali kogarkoli, ali pa nekega pač larifari, ne. Saj veš, paziti na trgu je marsikaj, ne. Ljudje marsikaj govorijo, neumnosti, ne. Dajte se poinformirati, bom rekel, zelo z nevtralnega vidika, povprašajte predno se odločite. Se strinjam. Enako tak pri tebi, saj veš. Ja. Ali si poštena nepremičnina, ali si nepoštena, ali še marsikdaj mi lahko kaj zamočiš, ali pa mi konkretno poveš, ne. Tako da, ja. No, to je to za danes. Jaz upam, da ste res dobili kup koristnih informacij. Bom vesela seveda, če boste ta video delili še naprej, ker jaz verjamem, zdaj ravno sezona, ko bo potrebno ogrevanje priskrbeti, da ta video delite naprej med svoje prijatelje. Mi z Andrejem se pa seveda za danes poslavljamo. Upamo, da smo odgovorili na vaše vprašanja. Če še bo kakšno dodatno, pa seveda ga lahko postavite. Teda to je to. Čau. Adijo.